Poglejmo še nalogo 9. Najprej funkcija f od x je a krat 3 na x minus 1 plus b. Za a in b je realno število. Določite števili a in b, da bo veljalo f od 1 je minus 1 in f od 3 je minus 17. Zapiši še definicijsko pomočje in zalogo vrednosti tako dobljene funkcije. Ok, pogledamo, kaj imamo. Imamo našo funkcijo f od x je a krat 3 na x minus 1 plus b. In še podatke, da je funkcija v točki 1 enaka minus 1 in v 3 minus 17. Poglejmo, kaj nam ti podatki povajo. Torej, če vstavimo notri naš x in y, dobimo a krat 3 na 1 minus 1 plus b je enako minus 1. Torej, poročunamo. 3 na nič vemo, da je enako 1, se pravi a plus b je enako minus 1. Če si takoj kar izberemo a in zapišemo a je enako minus 1 minus b. Ok, pogledamo še drug pogoj. Torej, a krat 3 na 3 minus 1 plus b je enako minus 17. Poročunamo. Se pravi a krat 3 na 3 minus 1, se pravi 3 na 2, kar je 3 krat 3, se pravi 9, plus b je enako minus 17. Vemo, da je a enako minus 1 minus b, torej minus 1 minus b krat 9 plus b je enako minus 17. Ok. Se znebimo naših oklepajev in dobimo minus 9 minus 9b plus b je enako minus 17, torej b je dano na eno stran, številke na drugo stran, dobimo minus 8b je enako minus 8, torej b je enako 1. Poglejmo še, kakšna je naša vrednost a-ja. Postavimo samo b in dobimo a je enako minus 1, torej minus 2. Vse, kar rabimo narediti je še, stavimo a in b. Torej, f od x je enako minus 2 krat 3 na x minus 1 plus 1. To je naša funkcija. Zdaj smo pogledali še definicijsko območje in zalogno vrednosti. Pogledamo si najprej graf naše funkcije. Graf bomo narisali postopoma in sicer tako, da najprej narišemo našo osnovno funkcijo 3 na x, potem jo predstavimo za 1 desno, dobimo 3 na x minus 1, jo pomnožimo z minus 2, dobimo minus 2 krat 3 na x minus 1, ter potem vse še povečamo za 1, se pravi predstavimo za 1 gor in dobimo našo funkcijo, ki je na sliki rdeče barve. Ok, pogledamo se zdaj definicijsko območje in zaloga vrednosti. Definicijsko območje so dejansko vsi x-i, ki jih lahko uporabimo. Iz slike vidimo, da nimamo nobene omejitve glede x-ov, torej je naše definicijsko območje kar celotna realna os. Pogledamo še zalogo vrednosti. Zaloga vrednosti pa so y, ki jih dobimo. Če pogledamo našo sliko, vidimo, da ima graf asymptotov pri y je 1. Tako lahko dobimo vse y, ki so manjši od 1. Torej, naša zaloga vrednosti je interval od minus neskončno do 1.